Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Lep pozdrav od dveh Slovencev, Komenčanke in Štajerca. Iz mesta Lucern, iz centralne Švice, iz predalpskega sveta. Midva tukaj živiva leto in pol. Našla sva delo v najinih poklicih. Jaz sem Ana Zarnik-Horvat. Prihajam iz Podboršta pri Komendi, tam sem odraščala in se šolala. Potem na svoji življenjski poti sem spoznala Tomaža. Štajerca. Skupaj sva že več kot desetletje. Ja. In potem na najni skupni poti v enem momentu sva se odločila, da se preseliva v Švico. Ja. Ti sebe predstavi? Ja, to zmeraj težko, ampak nič hudega. Ja, Tomaž sicer prihajam iz Radencev, ampak pol v času študija ostal v Ljubljani in kasneje spoznavano in sva pol nemirni duh po zunanjem svetu in želji po nečem več, po boljšem, po lepšem najdla. Po enoletnem intenzivnem delu na dokaj sicer filmski način svoje mesto tukaj pred alpskim svetom centralne Švice. Mogoče zgodba spominja res tako, kot sem rekel, na filmski začetek, ne? Ko priješ na razgovor, ko te povabijo, nobenih velikih big dealov, ampak predstaviš, kaj si, kdo si, zakaj si gre, kaj znaš, to najvažneje, kaj znaš. Na koncu ponudi pogodbo, vzameš ali pa greš. Tako da je bilo kar. Morda lahko še poveš anekdoto. To je pa cela risanka bila. Skratka, v tem najnem enoletnem iskanju priložnosti izven meja Slovenije, se pravi od Amerike do Bližnjega vzhoda, do Nove Zelandije, me žena nek večer malo prstne vrit, ne, pa reče, zakaj pa ti ne pošleš kako prošnjo nemško govoreče države, ne? Ker govori zelo dobro Ker nemško nekako, recimo, da sem že iz osnovne šole vedel, pa pol v srednji naprej, ne. No, pa sem drugo jutro vseeno, ne, treba žensko daj poslušati, ne. In res pošljem in čez 2 uri dobim odgovor, ja, vi pa nas zanimate, ste vabljeni na razgovor, kadar čete. Sem rekel, žena ostane, sem rekel, Ana, prinesi hitro 2 kapseljna, pa šnapc. Kaj pa je? Sem rekel, ne bom ti povedati, najprej prinesi. Popaj pokaže mail in ja, to je bila anekdota. In smo res povabili. Plačali vse stroške, letalsko karto, stroške, spanje, vse, kar je bilo potrebno. Sem šel k njim in bil tam en dan na oddelku z njime, spremljal proces. Na koncu mi pa šefica ponudi ponudbo, no. Rekla, kaj premisli, ne se ne mudi, ampak se ga nimam kaj premišljati, samo podpisati, pa gremo. Ja, tako da. In potem sva pristala, tukaj sva zdaj. Ja. Delaš pa v kanton Špitalo? Ja. Delam pa pač isto delo kot prej že v Sloveniji. Pa še ti počasi priješ za mano, oziroma si prišla, ne? Ja, ti si zapravo prišla decembra 2013. Takrat sem jaz tudi že okrog pošiljala elektronsko pošto.
na prijavo na razna prosta delovna mesta v mojem poklicu kot psiholog, psihoterapevt. In sem našla tukaj v bližini Lucerna, v sosednjem mestu, eno psihiatrično psihoterapevtsko ambulanto, katere šefica je gospa iz Srbije, psihiatrinja, in sem jaz dobila konec decembra termin, 4. februar, ste vabljeni na razgovor. Jaz sem prišla tja na razgovor, vse je potekalo lepo normalna vprašanja. So rekli, mi vam ponujamo takšne in takšne delovne pogoje, takšno in takšno plačo, naša klientela je takšna in takšna. Lahko pridete čez 2 dni se malo našo ambulanto pogledati. In sem res prišla pogledati, to se reče tako probecajt, ne prideš malo na probo, malo šnuprtak, malo greš povohljati, malo se spoznati z delovnim okoljem, z bodočimi potencialnimi kolegi. Jaz sem presesovala sem terapijo kolegice Jesenke iz Zadra, ki sicer živi zdaj v Nemčiji. Nisem kaj dosti premišljevala, sem rekla, ja, tole vzamem, kajti jaz ne znam še toliko zelo dobro nemško, oziroma takrat, zdaj že mnogo boljš, da bi našla poklic v delovno mesto, v bolnici ali podjetju, kjer je nemško govoreče okolje. Potem sem šla pa v proces priznavanja moje diplome v Švici, temu se reče Narkenu, pošlješ na društvo psihologov, na eno inštitucijo, kjer oni potem vse dodiplomske predmete preučijo, seminarja, imaš dovolj ur, moraš še kaj dopolniti, in sem dobila čez 2 meseca pošto. Vaša diploma je enakovredna slovenski, se pravi priznana tudi v Švici, kar pomeni, da lahko delam kjerkoli v Švici. Dočim pri meni, to je zanimiva anekdota, zdaj ne vem, zakaj točno tega opravka ni bilo treba zaenkrat narediti, oni so pač meni verjeli, zaupali in sem sicer poslal v prošnji diplomo, listino diplomsko iz ministrstva, potrdilo in da sem še aktualno zaposlen, ampak po tistem me nikoli več noben nič ni spraševal, kaj sem pa kaj nisem, ampak oni raje vidijo, kaj ti znaš, pa kaj ti zmoreš, kot pa ne vem, koliko imaš ti zdaj, pa ne vem, kakšnih, ne vem, 1000 referenci, ne vem, da si ti, kaj vse si, kaj si vse dal skozi. To njih niti ne zanima. Njih je bolj važno, da znaš delati, da si vklopiš, da si strokovno kompetenten in to je to. Ne sodijo človeka po tem, a imaš ti zdaj 1000 nekih dodatnih izobraževanj, ki bi tebi v Sloveniji sicer zagotovo dvignila nek rating navidezno, tukaj se sploh s tem ne obadajo. Slediš tistemu obveznemu izobraževanju, ki je potrebno, če imaš željo po nekem novem, šef odobri takoj, ker denar načeloma ni problem. Poveš, da treba šel pa na ta seminar, kongres, če se le da, skoraj zagotovo dobiš odobreno in sploh ni debata okrog tega, tako da. No in potem sva za novo leto šla k eni prijateljici iz Lucerna, ki se slučajno poznamo iz Afrike, cela zgodba. In sem se nastanil v poslovensko rečeno samski dom, ki je poleg bolnišnice, ki je mimogrede, da omenim, popolnoma nestereotipno obravnavam vsak, ki tam živi, je to zdravnik, je to predstojnik, pa čistilka. Nima nobene veze, tukaj s tem niso obremenjeni. Kaj si ti zdaj, kaj delaš, koliko imaš ti denarja, zakaj si pa ti tam, ne. Vsak pač ve, da zaradi razloga tam in to je popolnoma sprejemljivo in sem bil tam 3 mesece, ne. 3 mesec na obisk prišla. Potem sem rekla, ja, zdaj pa greva, ti boš dobil službo, jaz imam službo, moramo imeti neko stanovanje, ne. No, pa se začne zgodba okrog stanovanja. Tukaj je sistem takšen, da če se nasloviš direkt na tistega, ki oddaja stanovanje, so točno določeni termini vnaprej, kdaj je obisk stanovanja možen, ne. Ogled, ne. In se to
takrat vsi, ki imajo interes za neko stanovanje, se lepo takrat rezervirajo zase svoj termin in grejo in ta prije lahko ljudi 10, 15, 5, ni važno. In potem tisti, ki ga oddaja, to je lahko tudi tisti, ki je bil do tedaj v stanovanju, ne, se sam odloči, koga bo izbral od teh 10 ljudi. Ni zato pravilo, da priješ prve, ja meni je povšeč, vzameš in greš, ne. Moram mogoče še to povedati, da je par korakov zainteresiranosti. Prva je obisk stanovanja, da ga pogledaš. Potem, če si zainteresiran še naprej, oddaš temu človeku ali pa agenciji, ki oddaja stanovanje, en vprašalni list, ki ga dobiš, vprašalni list, ta vprašalni list popolniš, ima nekaj svojih osebnih podatkov, s kje prihajaš, kdo si, poročen, družina, poklic. In potem te lahko izbere. Ali pa ne. Ali pa ne. To je, lahko greš na 10 takih obiskov, na 15 pa nimaš nič, lahko pa na prvega komidu praktično. Tudi ljudje zelo dosti vnaprej iščejo stanovanja, ker so samo 3-krat na leto selitve. In to so selitvene sezone in vsi se takrat selijo. Ja, zato je tudi taki obisk in to je se na tisto skoncentrirano, ne. No, skratka, nisva šla do tega gospoda, ki je nama pol predstavil tiste ljudi, ki so bili v tem stanovanju, en par. Super, no se slišimo in čez dan, dva kličejo, a vas še zanima? Ja, no, v redu, bomo zdaj z vas povezali z lastnikom stanovanja in se dobimo za Gavran Švicar, taki, ta pravi nacionalist, tudi politično aktiven v lokalni skupnosti, samo Švica, brez tujcev in to, mislim, ni da ni, no. To je bil cel, 2 uri smo sedeli in se pogovarjali. Zasliševanje, dosti podnih hlače bo to zasliševanje, zelo veliko nezaupanje do tujcev ima. Vse možna neumna vprašanja, ki se ti človeku porodijo. Od, ne vem, zakaj imaš rdeče lase, zakaj so se v Afriki poročila, zakaj, ne vem, zakaj pa imam jaz pa, ne vem, mislim, bedarije, no, skratka. Ampak, lej, ko pač imajo in to je bila preizkušnja, pol na koncu je rekel, v redu. No, tako da so pol podpisala pogodbo in se preselila konec marca, so se preselila. Neki pohištva sta kupila tukaj, neki so moji starši pripeljali, tako da so lepo tukaj zaživela. Najna lokacija je zelo blizu, sva še vedno v mestu, malo na obrobju, s kolesom, avtobusom 10 minut. Tako da sva s to lokacijo zadovoljna. Človek preseli samo v Švico, se mora na marsikaterem nivoju tudi integrirati. In s tem, ko se integrira, želi pasati v neko družbo in spremeni svoje navade in običaje, ki jih ima v Sloveniji. In na nek način si to primoran narediti, na nek način gre pa to čisto avtomatsko, ker vidiš, kako drugi živijo, kako domačini Švicarji živijo in to, kar malo sam tokom časa posvojiš. Samo da en stavek dodam, kar se mi zdi pomemben, je to, tisti, ki se res želijo integrirati. Imaš določene ljudi oziroma narode, da ne bom zdaj glih direkt povedal, katere, ne, ki pa enostavno jim je samo dovolj, da gre na šiht in to in da druga ne zanima in ima interesa. Recimo, točno to, kar si ti povedala, ne. Nečesa spremenite. Da se nauči jezik, da se druži Švicarji, da morda ne gre za vikend v soboto, ko je shopping center do 4 odprt, da gre v naravo, da... Ja, takšne stvari, malenkosti, ki so v bistvu zelo pomembne, no, ki so pri integraciji pomembne in včasih človek ne razume doma, ko si v Sloveniji, preko sem bila, pojem integracije, kva pa je to, ne. Ko si po situaciji, pa vidiš, da je to ena stvar, ki je zelo zahtevna, je pa en proces, ki traja, ne. In zato čas je doreči, je tisto pa čisto drugačen zdaj. Ja, si drugačen, ne, zato ker ene stvari moraš drugače narediti, drugače ne moraš shajati tukaj, ne, in pa imaš res ljudi, ki so tukaj samo na, kot
gastarbajterji bi rekli, ne, ki delajo teden, dva, grejo domov za vikend, hitro pa spet nazaj, samo delo, ni pa nikoli tukaj, ne. Če si pa v skupini tistih, ki pa smo šli sem, pa smo zdaj tukaj in to je naš novi dom, pa si primoram, pa tudi Švicarji zelo cenijo to, če se trudiš in da nekako pokažeš interes, da ti je do tega, da se ti vklopiš v njihovo družbo, ne. Kaj pravzaprav počneva drugače, mogoče čisto prva stvar, ki se je spremenila, je v Sloveniji sva prodala svoje avtomobile in se tukaj voziva s kolesom, ki je pravzaprav najhitrejše prevozno sredstvo v mestu, kolesarske poti so urejene. V službo sva se vozila tudi po zimi, pravzaprav v vseh letnih časih, v vseh letnih pogojih, ko je -10, avtomatsko greš na kolo, res spremeniš ta način razmišljanja v glavi. To je bila tista prva stvar, se pravi, vožnja s kolesom, pa seveda pa tudi z avtobusom, z vlakom, prometne povezave, za vse stvari so zelo dobre. Ja, ljudje se kar zavedajo so ozaveščeni o tem in to vzružijo prijetno s koristnim premijem. Nikoli ni na pamet padlo, da bi izpod Bošta šel k palčku s kolesom. Ni variante, avto obvezno. Ja, od vrat do vrat. Pa je čisto blizu. In večina ljudi je tako danes, ja, pa veš, pa moram nekaj nesti, ja, pa daš na kolo, da reče, ne. Jaz v Sloveniji opazim samo še stare mame, ki vozijo iz trgovine stvari na kolesu. Se ne rečem, da je to prav, nekaj so pač malo prestare nekatere, ki delajo to, ampak vseeno, ne. To so take stvari, ki ti v oči padajo, tukaj pa z lahkoto narediš, tako da je vse v glavi, no. Ja. Tudi mogoče bolj ozaveščena ta varnost v prometu, nujno moramo imeti luči, odsevnike, čelade, se pravi zjutraj po zimi dobro opremo, da te ne zebe, tukaj res je zato zelo pomembno. Potem druga stvar, ki se je spremenila, so prehrambene navade, tukaj so zelo drago, 3-krat, 4-krat dražje kot v Sloveniji, kar pomeni, da meso jeva mogoče 2-krat, maksimalno 3-krat na teden, večje zelenjave, žitaric, riž, testenine. Ekskluziva je tukaj, da greš v restauracijo. Restauracije so zelo drage, recimo za 2 osebi daš lahko tudi 100 evrov na večerjo, na kosilo. Nič posebnega ni to zdaj, da bi bilo. Ja, in tudi Švicarji grejo v restauracije za kakšno obeleženje, rojstni dan, obletnice, res tako nek ekskluzivni dogodek je to, da greš v restauracijo. Ne greš nikoli mimo grede. Ne. Tudi če veš nekaj spiti zvečer, ne, je to ponovadi konec tedna, pa skozi teden po službi hitro in pijačka, ampak to je res kulturno pitje, to ni delavno malo. Da si ga napiješ. Malo sem ni šans, bankrot. Tako da take stvari, ne. Lahko poveva, da je tukaj pivo 8 frankov, se pravi približno 8 evrov. Najcenejše. Deci vina od 6 do 10, tako da si lahko hitro pri zelo visokih cenah. Večkrat kdo pove, ja, v Švici tam pa je red, ne, tam pa vse, ne. To je splošno znano. To je splošno znano, ne. Ampak v praksi je na začetku to tudi za nas bilo težko. Tale red, ne, to je nebroj pravil, kako moraš to od preprostega parkiranja avtomobila do prehod čez pešce, do recikliranje. Ni da ni, tudi če v koš daš napačno stvar, dobiš obvestilo, drugi dan dali ste pa napačno stvar, napačno stvar, tudi načrtov parkirati ne prije na misel, komu da bi parkiral, ker bo takoj sankcija in to sva kar se malo čudila na začetku, no, to je tako malo presenetilo, ja, negativno mogoče bi lahko rekli, ampak čez cel pa le vidiš, ne, da je to sistem tako narejen na osnovi teh pravil in to vzdržuje ta nivo
celotne družbe, obnašanja. No, mogoče povedati Reda. to, da so en red, ena pravila glede vedenja, obnašanja. Zelo se upošteva okolico, se pravi, do 10 se gre tuširati, po 10 je mir. Od 12 do 1 se ne sme, recimo, kakšna glasna dela delati, travo kositi, se sati, o nedeljah se ne pere. Potem je pa še druge vrste red, katerega lahko zelo hitro občutiš, če pravil ne upoštevaš. Plačevanje položnic. Ti dobiš položnico, moraš jo plačati v 30-35 dneh, če ne plačaš, dobiš po parih mesecih ali pa po enem mesecu obvestilo. Se pravi, prvo obvestilo, potem drugo obvestilo čez par mesecev, potem je pa tretje obvestilo. Če ga ne plačaš v par dnevih, pa dobiš betrajbung. Betrajbung je ena črna lista, na kateri si zavedno do konca življenja. Betrajbung pomeni, da si neplačnik. In ko hočeš najeti novo stanovanje, agencija, lastnik reče, prinesite mi izpisek, ste ali niste na betrajbungu, ste čisti ali imate črno piko. In ta betrajbung ima zelo tako, vsi se bojimo tega betrajbunga, pridejo položnice, 25 vsi položnice plačati. Nočemo betrajbunga, to je res kakor ena grozna bolezen. Ampak spoštujejo to vsi, no, pa tudi ni izjemno. Jaz ne poznam primera, da bi kdo komu kaj kam poklical, poslušaj, lahko ti to pa meni malo, da ga zrihtaš, pa ne gre, pa kazen policaj, pa deva se, se nimaš kaj zmeniti, si pač naredil narobe. Kazen posledica sledi in točno Tako, vse, kakšne posledice. Nič ne bom zdaj jaz na občino poklical, pa on mu rekel, da pa lej, da se poznava. Ne, ni tega. Tudi, glih prej, ko si rekla, mir zvečer, pa to ne. Ma tudi na pamet ne prije nobenemu, da bi kje v strojnem naselju bili lokali, ki bi se to nedogled, nekontrolirano popivalo. Glasno govorilo. Glej, ni to poznamo v komendi veliko takih stvari. In to, kar ne morejo najemniki ali lastniki razumeti, da to pač ne gre. Tudi midva so bila včasih v slabi situaciji, ne? Ali pa kakšni sosedi in smo se pritoževali. Tukaj tega ni, no. Na pamet, zdrava pamet kaže človeku, da zvečer moraš spati in imeti mir. Če imaš pa ti ekonomske interese za bilo kakšno stvar in storitev, je pa to tvoj problem. Naredi jo pa nekje drugje, ne pa tukaj. Ne? Tako da, ni tega. Ta red je ena od pozitivnih stvari, če se ga naučiš sprejeti in ga vidiš kot dobrega. To je naš ekološki otok in če gremo kar po vrsti, je tale prvi namenjen za aluminijaste stvari oziroma za pločevinke, take in drugačne, in ta je najbolj obiskani zaradi pivskih pločevink. Ne? Potem imamo tukaj rjavo steklo, zeleno steklo, pa belo steklo, potem še tukaj kontejner za baterije, pa olje, tukaj še pa za tekstil. To vsaka hiša dobi na dom vsak mesec ali pa na 2 meseca posebne vrečke, in potem daš čisto, pač seveda rabljeno, ne, pa lepo zapakirano notri sem. S tem, da imaš pa točno določeno, kdaj lahko to narediš, od 7 pa do 8 in nedelja pa prazniki pa prepovedano. In se kar to držimo vsi več ali manj, no. Zelo velik stereotip je, da je Švica obljubljena dežela, da se tukaj cedi med in mleko. Kaj zdaj to pomeni, ne? Ja, vsak ima svojo razlago, kaj za koga med in mleko, ne? So pa jasne stvari, ki so zelo preproste pri nas, da pač plača, ki je takšna, kot je, ni zdaj pomembna višina tega zneska, ampak tam, kjer živiš, je pač prilagojeno vsi davki, vse dajatve, ki imaš, vse obveznosti, ne? In potem težko primerjaš najprej plače med kantone, ne? Med posameznimi mesti oziroma regijami, ker pač niso vsi isto obdavčeni, zato je tudi plača lahko nekje toliko enot, pri tebi je pa manjša ali pa višja, ampak imaš pa po drugi strani višji davek, višje najemnine, višje stroške za kateri drugi strošek, ne? Tako da na koncu so ugotovila, da je tukaj pri nas kar en dober kompromis med zaslužkom in obveznosti, ki jih moraš plačati, no. Tako da
Kar za naju mogoče imeti in mleko je koncept tega, da delaš, posledično zaslužiš plačo in s to plačo ti razpolagaš na zelo različne načine. V Sloveniji recimo imaš za stroške, se pravi za položnico, za hrano, da greš v trgovino, počitnice pa že bolj malo stane, ne? Če govorimo o neki povprečni plači. Tukaj pa s to našo plačo lahko marsikaj narediš. In se mi zdi, da ljudje dosti na približno iste načine, ker so nam vrednote zelo podobne, komuniciramo. Se pravi, najprej se seveda plačajo stroški, potem je hrana, pijača, ne, da človek od nečesa živi, potem je, da si nekaj privošči, se pravi počitnice, izleti, te razne stvari. In četrta stvar je varčevanje, ker je tukaj tudi zelo nekaj pomembnega, da imaš en backup, neko varnost tam ozadaj. To je mogoče tisto med in mleko, en ta občutek sigurnosti, ne luksus, saj v našem kantonu ni tako, recimo v Zürichu se vidi zelo dosti Ferrarijev na cesti, trgovine, zneski oblačil, torbic, so pač zelo drage stvari, zneski so ogromni. Tukaj smo pa bolj tako z nogami na tleh. In med in mleko je to, da si ti osvobodiš teh svojih strahov, te svoje stiske, kako bom jaz preživel, bom imel dosti, z olajšanjem rečeš, lej, fajn živim. Lahko si privoščim, lahko šparam, stroške plačam, v trgovini ne gledam, a bom vzel ta mlek ali tisti mlek. Greš na tržnico, kupiš domače, ekološko pridelane stvari in to je ta občutek ene osvoboditve med in mleko. To ni luksus, ni denar. Ostale pozitivne stvari so pa morda meni všeč pri Švicarjih, kako vzgajajo svoje otroke. Midva dostikrat rečeva, vzgajajo svoje otroke, tako kot so nas vzgajali naši starši, kjer so tiste pomembne vrline. Znova omenjamo stik z naravo, preprostost. Ne vem, otroci se igrajo zunaj, ko je dež, ko je sneg, ko veter piha. Otroci se igrajo sami, tukaj zraven imamo igrišče, tam ni zraven nobenih staršev. Otroci se igrajo po 2-3 ure popoldan, ko so lačni, grejo verjetno domov ali pa ko pade mrak, grejo domov. Se pravi, ta vzgoja, veliko vzgajanja na mirni način, na miren ton, brez agresije. Otroci se zelo skozi leto že kot majhni naučijo počakati, strpno, imamo čas, v miru. In zato ljudje, ki pridejo v Švico, tudi doživijo to. Tukaj pa mir, tukaj se pa nahitine, ker že od dojenčka gor se ljudi vzgaja v miru, vse bomo uredili, smo strpni, potrpežljivi. To je meni zelo en velik plus vzgoja, tudi to, da morajo otroci peš v šolo hoditi, pa s kolesom, šole prepovejo. Starši, da jih vozijo v šolo, vmes grejo na kosilo domov, pa znova nazaj v šolo, se pravi 4-krat na dan naredijo eno in isto pot, kar je lahko tudi 10 km za enega 8-letnega otroka. S tem ni nič narobe. Ja, noben ne vozi od vrat do vrat, nikjer ne čakajo avtobusi lokalni pod bilo kakšno pretvezo, zakaj mora kombi čakati, ker je ne vem kva vse nevarno. Tukaj otroci hodijo čez prehode, čez ceste, čez železniške prehode, poznavajo slovensko družino v sosednjem kraju, ki hodita oba, ne? V šolo, ima zikr v eno smer, slab kilometer. Vrčeški otroci hodijo peš. Spremstvo staršev, ampak peš. Na začetku, ja, ampak peš. Kakšni vožnja do šole? Ma ni šans. Šola takoj, razgovor starši, gremo. Nima tega. Tukaj vsa okolica, tukaj je ena šola blizu. To vsi peš hodijo. Ali pa tudi grejo tja, mislim. In zato pa sicer vem zdaj, verjetno že kakšne mamice vrejo pred TV-jem zdaj, ne? Ko še nimava otrok, ne? Kako pa sta videla pametna, ne? Se boste imela priliko, ampak se ne rabiš imeti otrok. Se spomniš, kako si bil ti vzgaja in kako vidiš, kako zdaj delajo novodobne mamice, ne? Tako da jaz si želim, da bi tudi mi najne otroke tako vzgajali. Ko so starši nas, ker so nas dobro vzgajali.
Mogoče kdaj pa da je kaj priletelo preveč. Zame Ker se rečem. danes ne tolerira, ampak v osnovi je pa tisto zdravo, preprosto. Kmička, Ja, zelo preprosto. zdrava pamet, brez komplikacij. Ja, to je tudi vredno omeniti, ko se spominjam, ko so bila še v Komendi, ko so vsi lokalni bari bili zmeraj polni. Ne, te izkušnje tukaj, jaz se nisem videl. No. Po šihtu, stokrat sem šel mimo, stokrat je bil avto ob 3 tam, ali pa pol 3, pa sem šel ob 4, ali pa ob 5, ali pa ob 6 športa, če zmeraj isti avti vsi bili tam. Tu nisem pirček, ne. To je kar nekaj več pirčkov. Ampak, glej, tako je, tega nisem zasledil. Ja, tukaj se gre na pijačo, mogoče lahko razločimo to. Čez teden se ne hodi dosti na pijačo, ker se ve, to je delovni teden, delo imam odgovorno, naslednji dan moram priti fit. Potem obstaja en izraz apero, to je v petek popoldne takoj po službi, se gre na kozarček nečesa, mogoče 2, Ja. in potem se gre domov. Tako. Potem drugi način je v petek zvečerna pijača, ampak kot sem že rekla, prej glede na to, kakšne so cene pijače in hrane v gostilnih barih, zelo dobro premisliš, koliko Ja. boš spil in pravzaprav po mestu ne vidiš tega pijančevanja ali pa zadrževanja v barih. Celo popoldne, cel dan tega tukaj ni, ker preprosto bankrotiraš in ljudje imajo resnično druge vrednote, če zapolnijo na čisto drugačen način. To je v bistvu... So velike športa, stika z naravo, kopanja, ker živimo ob jezeru, poleti. To se mi zdi še te skoraj stvari. pomembnejše kot pa cena, ampak bolj to, da vejo, da če grem na pirček 2, to je to, ne. To ne bo danes pijančevanje, da se ga napijem. In pol tudi ni slabe volje, ni hude krvi in vsi so zadovoljni, ne. Tako da družba ima čisto druge vrednote in poglede na to. Ja, pri nas je zmeraj aktualna tema bila v Sloveniji urejevanje nekih stvari na javnih inštitucijah ali pa na upravnih enotah ali kakšne poslovne stvari, nekdo, nek poslovnež, ki ima neko stvar, pa bi rad to predstavil v javnem zavodu, v bolnici ali karkoli že je, ne. In potem so zmeraj te zgodbe se začele v zadnjih cajtih vedno bolj razširjati o podkupovanju, o onem, drugem, tretjem, ne. Tukaj, kako imam informacije, to področje je zelo ločeno med tem, če ti nekoga povabiš kot poslovni partner na kosilo, na večerjo, na pijačo, je to popolnoma ok. Če pa ti povabiš nekoga z namenom, da že sam veš, da boš mu še nekaj dal, ne, bo pa Švicar kar hitro stal pa rekel, poslušaj, to pa ne. Ker so zelo pošteni ljudje in to je na vseh nivojih, od nekega čisto preprostega delavca, Ja. gor do direktorjev. Ja. Mogoče, kar se tiče javnih zadev v Sloveniji, greš, ne vem, po kakšno listino, papir. Nekje so zelo hitri, nekje pa daljši postopek, pa se vprašaš, kaj pa oni delajo, zakaj pa toliko časa rabijo, ne? Tukaj v Švici se pa to naredi takoj. Ne vem, pokličeš k zdravniku, sicer je malo drugačen sistem, tukaj pokličeš k zdravniku, takoj dobiš termin. Tudi recimo mi v službi pišemo bolniške, takoj dobiš, ne? Tukaj ni prelaganja, nekega izmikanja, imamo pa zdaj toliko dela, da ne moramo. Ne, Ja. stvari se res naredijo takoj. Tako da in tudi ne rabiš zaradi tega nič tistemu dati uradniku, da bo kaj hitreje, ker on zaradi družbe take kot je in vrednot, ki so v državi, bo tako ali tako narejeno čim hitreje, kar se da.
po najnih izkušnjah so lažje zaposljivi poklici v zdravstvu, gradbeništvo, farmacije, veliko je tudi povpraševanja po računalniških. Gastronomija. Ja. To so nekako najbolj iskane poklice. V Švici manj plačana, slabše plačana dela, nekvalificirana dela, malo kvalificirana dela upravljajo predvsem tujci. Nekako je kar porazdeljeno. Azijci so več ali manj v restauracijah. Pa še to ni tako masovno, kot... Kitajskih trgovin tukaj ni. Afričani so tukaj, ampak ne delajo, oni večinoma živijo od socialne pomoči, sicer pa ležerno preživljajo dneve, posedajo v parkih, hodijo gor dol. Potem je tukaj še veliko območje bivše Jugoslavije, Srbi, Bosanci, Hrvati večinoma delajo v gradbeništvu, ženske večinoma v tovarnah. Pa čistilni servisi. V čistilnih servisih, točno, kot čistilke, recimo v bolnicah, v velikih firmah. Slovenci smo pa zdaj ta zadnjo priseljevanje, zadnja migracija, večinoma visoko kvalificirana delovna sila, kar pomeni tako kot poklici, ki so pač bolj iskani v Švici, na teh področjih. V Švici je vikend, da rečeva, zelo pomembna in sveta stvar v navednicah, se pravi, delovni teden se konča v petek popoldne, za mene recimo že v četrtek popoldne, pa imam potem v petek nemščino cel dan in potem se začne vikend, ta sveta stvar. To pomeni, da se ga maksimalno kvalitetno uporabi. Švicarji, če gremo zdaj na Bahnhof, na železniško postajo pogledati, Švicarji imajo ruzake, gozarje, pohodniške palce, popolno opremo, šotore, in grejo v naravo, v gore, v planine, v jezera, kampirajo, ogenj zakurijo. Zelo pomembno za Švicarje je tukaj ta stik z naravo. Shopping centri so odprti do sobote popoldne, v nedeljo zaprti, kar pomeni, da ni pohlekovanja po teh shopping centrih. Za naj je zelo pomembno za vikend ta socialni stik, socialni moment, druženje s prijatelji, nekaj malo Slovencev, Italijane, Nemce. Švicarje, to je za naj ta sveti moment. Zapravo druženje, soboto zjutraj tržnica, v nedeljo obvezno kakšen izlet, če ni slabo vreme. Recimo, avto tukaj ni samo pomembna stvar, kot je v Sloveniji. Pa nas avto moraš imeti, ne? Ja. Tukaj pa avto je sploh stvar, ki ni pomembna, to ni tema. Ni pokazatelj, kako si uspešen ali pa neuspešen. Pač imaš ali pa nimaš, koliko ti živiš sam, ne. Tako da ljudje niso premenjeni z tem, a ima kdo avto ali pa nima. Imaš ljudi, ki so zelo bogati, pa mogoče živijo nekje v mestu, pa bi si lahko tudi privoščili garažno hišo, ki je bila draga, ampak on ve, zakaj pa bi avto, se ne rabim, ne. Če kam grem, imam taksije, pa kakve prijatelje, če nekaj pa na vlak. Spravi, ni zdaj merilo avto. Kot je pa sicer opažamo tukaj pri velikih, kakih marginalnih skupinah narodov, je pa avto pa mora biti, ne. Da ne rečem, kakšni bivši republiki Jugoslavije, oni pa avto morajo imeti, tudi če se pritožuje na veliko, koliko se služi, pa da ni zadovoljen s plačo, pa ne vem kaj, ima pa te bolj avto, ne. Glede na to, da je Švica sama po sebi geografsko zelo raznolika in zaradi razdelitve po kantonih oziroma jezikovnih regijah, bi človek pričakoval, da bo več težav kot pa so. Oni, po mojem osebnem mnenju, mislim, da je večji problem, vidijo oni v tem, tako smo že prej govorili, da je neuspešna integracija nekoga, nekega naroda v njihovem okolju, kot pa to, da so govorijo
v isti državi toliko različnih jezikov. Ne? In mogoče Švica se navzven internacionalno prezentira kot ena nacija. Ne? Švica, Roger Federer, Švica, ure, Švica, čokolade. Ko pa enkrat živiš tukaj, pa vidiš, da smo zelo razdrobljeni, da vsak kanton nekako mala državica za sebe. Če greš ti v kanton Bern, je tudi neka državica za sebe. Potem 3 večje države so zdaj nemški del, italijanski del in pa francoski del, recimo že te razlike v šolskem sistemu. Tukaj v nemško govorečem delu se v šoli učijo francosko, medtem ko v francoskem delu se nočejo učiti nemško. Zelo težko, ne? Ja. In tudi, ko sem bila midva v Ženevi lansko leto decembra, sem jaz čist nevede rekla, tukaj pa ni to čisto kot v Švici. Ker je čisto en drug občutek države. Tam je več črncev, bolj umazan, neurejen, več tega... francosko govoreče Afrike, ne? Več tega pridiha recimo že Francije, Pariza. Kaj lahko rečejo? Lahko bi rekli, da si lahko vzor za to, kako nekdo ljubi svojo deželo, kako je ponosen na njo, kako ljubi svoj grb, svojo zastavo. S ponosom ve, jaz sem pa Švicar. Neverjetno. Neverjetno, na vsakem koraku. Ta zaverovanost v sebe, da so oni pa res, mi pa imamo res to najboljše, to, tukaj smo dobri, mi smo ni da ni, ne. To so neverjetno, kako ta patriotizem, kako to oni to vzdržujejo in negujejo in tudi včasih malo s tem pretiravajo, recimo zelo se prodaja na vseh možnih švicarskih izdelkih Swiss made, narejeno v Švici in to je prva asociacija, če je pa narejeno v Švici, pa najboljš. Pa dostkrat ni, ne, oziroma dostkrat ni vedno, da rečem, ampak to se najbolj prodaja Swiss made, recimo znamka Mamut, zelo draga športna znamka Mamut. Švicarji vozijo štekli smučke, najboljše, ne? Zelo tista njihova ta usmerjenost, naše najboljše je. Z druge strani pa tudi tukaj na našem igrišču otroškem je švicarska zastava, po vseh hotelih v mestu je švicarska zastava. Marsikje skratka. Ja, ta patriotizem, tudi jaz sem pa z centralne Švice, jaz sem pa z Lucerna, ne, jaz sem pa z Züricha, to pa že tako pompozno, ne. Potem se zelo občuti francoski del, italijanski del, nemški del, kako da smo 3 različne države, ampak vsaka je na nekaj ponosna. Ne na drugega, na jezik, pa smo kot celota, smo Švicarji. Tudi če si hribovc, ni nič narobe. Jaz mislim, da so oni zelo zadovoljni, tako kot so včasih po odzivih, po kakšnih evropskih teh konfliktih in porečejo, se je že vedno tako kot so. Mi smo v enem takem mehurčku tukaj v Švici, ne? V nobeni vojni, z vsemi prijatelji, pa neodvisni, distancirani in oddaleč gledamo, kaj se recimo v Evropi dogaja. Mi smo v tem svojem mehurčku neke varnosti. V svetu mislim, da imamo tudi približno isto etiketo, isto nalepko. Spremljajo že, kaj se dogaja, pa tako je to diskusija, ampak to poskušajo se ne v to preveč involvirati, poskušajo se ne preveč. Jaz še nisem doživel, da bi bil pri komu na obisku in bi bila zdaj debata cel večer, pa tisto, ko spijemo kavo, o neki politični intrigi, da bi to zdaj mi filozofirali. Ne, imamo druge stvari se za pogovarjati. Tako da so seznanjene, vejo, kako je na stvari, spremljajo zelo pozorno sicer, ne? Ampak ni pa to za njih zdaj tema, ki je vitalnega pomena v smislu, moramo zdaj to pa v tem pa naslednji teden vsak dan debatirati, da bomo pol pa ne vem kaj. Za Zilante je... Zelo aktualno, tudi v Lucernu imamo 2 azila, vidimo te ljudi, kaj vsak dan delajo, kaj ne delajo. To je pa zelo aktualno. Zdaj letošnje leto naj bi sprejeli 40,000 novih azilantov. Eni kantoni so že rekli, ne, mi v našem kantonu nočemo imeti.
Oni že morajo zaradi vlastnega imidža morajo sprejeti te ljudi, ne? imidž, Ker ja. pač Švica je Združeni narodi. top država, ne? Združeni narodi, to je razumljivo, politično jih morajo, ampak kaj se pa dogaja pol z njimi, glih ravno, to sem prej govoril o integraciji, kako preživljajo, kako delajo, brez zamere, ne me zameriti o moji nestrpnosti ali pa strpnosti, ampak težave imajo tile Afričani, ko pridejo iz teh dežel, ko niso navajeni delati doma zaradi razloga, ki sicer kakršenkoli že je, ne, in se težko vključijo v družbo in so težave, niso zadovoljni ljudje s tem, ne. Ja, pa so pa tudi stvari, kakšne, ki so mogoče, bi rekli, bolj negativne bile, enih izkušnja, da ne bomo samo hvalili, ne. Ali pa mogoče še so naj ziritirajo. Ne Ja. vrže stira, ampak ziritirajo, ne. Včasih bi pričakoval človek, Daj že. ja, malo več, mi rečemo temu odločnosti, ne, a pa da toliko ne cincajo pri kakšni odločitvi, ne, Ja. ampak ti mogoče pustijo odgovornost na tebi, da ti pol odločiš, ne. Tudi recimo v situacijah, za katere smo v Sloveniji vajeni, da nek strokovnjak ali avtoriteta reče, lej, tako pa tako je in ne sprašuje, zakaj je tako, zato ker zaupaš, da je on strokovnjak in tako smo navajeni. Tukaj pa greš k enemu strokovnjaku in si navajen, ko ti ponud ali tole ali pa tole in vi se zdaj odločite. Lahko pa je tudi še tisto. Lahko je pa tudi še tisto, ja. Ne, to včasih pogrešam, In da bi tukaj rekel. pač ti zamrzne, zatrokiraš. In jaz osebno sem imela v Sloveniji več zaupanja v strokovnjaka, ki mi je rekel, tako, pa tako, zaradi tega, pa tega, pa tega. Če ti pa tukaj en strokovnjak da vprašanje, da se pa vi odločite, za tisto, ker jaz mislim, da se mora on odločiti, ker je on strokovnjak, pa pol malo podvomiš. To je mogoče jaz bolj na take stvari trzam. Ja, to drži, ne. Potem tukaj Švicarji razmišljajo na način analiziranja, Ja. dolgovezanja, razmišljanja, pogledajo vseh zornih kotov, za eno stvar, ki Slovenci reče, to je to, takole bomo naredili, Fetik. stvar rešena, gremo. On pa ne, on bo pa vse preveril, pa pogledal, pa ti že veš davno, da bo tako moralo biti, kot tudi ti misliš, da bi naj bilo, ne? Ja, pa on bo še pa spere, pa dol, pa gor, pa dol, pa levo, pa desno, pa... A bi tako, a bi kaj misliš, a se ti zdi v redu? Seveda je v redu, kar končaj je v redu. Ja, veš, sam še, ne? Tako da, včasih so malo naporni iz tega. Mi smo tukaj nepotrpežljivi, zato Ja. ker na hitrejši način se Razmišljamo, dogovorimo, se odločimo. rešujemo probleme, se Ja. odločimo, ne. Tukaj, če se z nekom zmeniš v mestu, ja, pa kje pa, mogoče je slabo vreme, pogledaj v telefon, ja, slabo vreme, hočeš jesti, a hočeš piti, a se ti da družiti, gremo nekaj spiti. Ja. To so take malenkosti, ki včasih te ziritirajo, ne? Ki si se pol tudi spoznavaš, mogoče pa rečeš zakaj, ampak to se še moramo navaditi, da nas ne bo tako motilo to ali pa iritiralo, no, Ja. recimo. Dva ekstrema. Ja, dva ekstrema, ja. Prvi mogoče, ko se opazi, je način prehranjevanja, tukaj je zdravo, ekološko, s kmetije, s tržnice, v Ameriki vemo, kako je. Potem so veliko bolj odprti Američani kot Švicarji, ne? Ja, točno. Zelo težko je priti v švicarsko družbo, ker so pač takšni so kot narod, ni tako lahko, ne, v Ameriki si pa takoj prvi dan sosedom že te bo prijatelj, ne. Ja. Prijaznost, recimo tukaj Švicarji so zelo prijazni kot narod, tudi Američani, ampak pri Američanih Evropejc dobi občutek, dvomiš, a je on res tako prijazen ali je nočem prijazen, a res s temi besedami to misle, pri Švicarju pa začutiš, on mi res želi lep dan, Ja, ampak res iskreno. on se res iskreno zahvali. Če kdo ve, kje je Slovenija, ve vse o njej, če pa kdo ne ve, kje je Slovenija, poveš pa sam Tina Maze, Štukli,
Tina Maze, štekle, ja, to pa, Štekli smuče, to pa. ja. Slovence nas je v zadnjem času kar nekaj nabrali, po zadnjih podatkih nas je nekje 6000. Drži? Ja, samo ne za točno kar obdobje, ampak kar nekaj nas je, no. Dobro, največje slovensko društvo je Slovensko društvo Triglav, Slovensko planinsko društvo. Tudi midva sva se udeležila že par dogodkov, šli smo na pohod, imeli smo piknik skupaj. Kulturni večer. V Švici obstaja tudi slovenska šola, učenje slovenskega jezika, ki poteka skoraj v vseh kantonih. Na vsake 2 tedna, ob sobotah dopoldne, recimo pri nas v Lucernu. Družina, s katero se midva druživa, Slovenci, oba otroka hodita v to slovensko šolo in se potem v šoli prizna tudi kot dodatni tuji jezik. Vem, da tudi imajo v Ženevi Slovenci svoje društvo, pač novodobno druženje preko Facebooka, ljudje grejo individualno na pijačo, objavljajo, sem v Lucernu, v petek zvečer gremo na pijačo, dajmo se družiti. Mogoče bi jaz dodal, včasih imam občutek, da je to druženje, kot je bilo včasih, preko samo društev in pisem, mogoče danes malo razvrednoteno, to je vpliv malo novodobnih medijev, seveda, kar pa je, kar me pa žalosti, pa mi je pomembno, da to omenim, je pa to, da včasih se pokaže kakšna slovenska karakteristika, malo zavist, pa malo nevoščljivost in ko si enkrat na konju, se pa hitro tudi pozabijo, kako si ti nekoč rabil nekoga in si preko nekih društev ali kakorkoli iskal kontakte, vprašanja. To pa mislim, da se včasih malo prehitro pozabi. Je nekdo, ki ti je prej z nekim stavkom mogoče polepšal dan, pa ti je nekaj povedal, pa kar nekaj, kaj bomo zdaj hodil tja, Vse gre zaradi ljudi, ki so tam, ki so že tukaj mogoče 30-40 let, pa se marsikaj naučiš novega in zveš in ti povejo marsikaj kakšno lepo stvar, tudi žalostno. In mislim, da bi to bilo potrebno malo bolj obuditi in se bolj povezovati, ne pa tisti vrtičkarji, pa malo. Pa virtualni svet. Bilo bi lepo in je bilo lepo, ko smo si to želeli vsi, ko je po razpadu Jugoslavije. Ja, 90 leta. Po pa je tale vlak svetlobno hitrostjo šel mimo. Zato s težkim srcem povem, da dvomim, da bo Slovenija kdaj Švica. Zato, ker mentaliteta oziroma miselnost ljudi, ki je v slovenskem prostoru, bo potrebovala verjetno preveč časa, da bo dosegla ta nivo, ki je zdaj v tem trenutku tukaj prisoten in bo zmeraj, tudi če bo šla v smer, bo zmeraj verjetno korakala, capljala preveč korakov stran od tega, da bi dosegla to blaginjo, ki je. To je moje mnenje. Dvomim, bi bil zelo vesel, če bi. Ja. Gre pa znamo v temelju za človekove vrednote, način razmišljanja, ki so tukaj zelo preprosti. Se pravi, analitičen način razmišljanja, preprostost, poštenost, z delom nekam prideš. V Sloveniji se pa hitro hvata kakšne krivine, izkoristi poznanstva, pokliče, velike podkupovanja, velike te nečistoče, nehigieno, gospodarstvo, v politiki, medosebnih odnosih. Ker je vlak, ki pelje v nasprotno smer od Švice, se pravi proti severu. Preveč se gleda, domnevam, vsak zase za svojo dobro, da bo nekaj naredil, da bo on imel nekaj od tega, ne pa zato, da bomo mi imeli nekaj od tega. In mislim, težko bo to. Težko. Brez čelade. Slabo, slabo.